Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v torkovi oddaji Report. Danes bo še oddaja posebej zanimiva, saj bomo besede namenili dobrodelnosti, ki pa je v današnjem času še kako primanjkuje. In sicer zato v svoji družbi pozdravljam gospo Biljano Brodnjak, predsednico Rotary kluba Maribor Grad, in pa gospo Heleno Meško, ravnateljico Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Dober večer. Dober večer. Torej, dobrodelnost, nekako tako sem začela današnjo oddajo. Rotary klub to zelo dobro pozna. Kakšno je pravzaprav vaše delovanje, kaj počnete? Ja, Rotary klub Maribor Grad deluje že 12, skoraj 13 leto. Je drugi najstarejši klub v Mariboru. Seveda predan dobrodelnosti in humanitarnim dejavnostim. Zdaj, če naštejem neke naše največje projekte, več ali manj, skoraj vsako leto organiziramo kakšno večjo zadevo, kjer zbiramo sredstva za otroke, predvsem iz socialno ogroženih družin. Lani recimo smo zbirali sredstva oziroma stvari za popovodni, oziroma ko so bile v Dupleku poplave. Drugače smo par let zaporedoma organizirali badminton turnir, kjer smo zbirali sredstva za šolo v Kungoti, in sicer za delovne zvezke, zato da so otroci lahko šli na morje. Nekako letos pa smo se odločili iti malo bolj na kulturni nivo in organizirati koncert. Torej, zdaj ste me že popeljali v ta projekt, o katerem bomo pravzaprav danes kaj več povedali. In sicer gre za projekt Odprimo vrata mladim talentom. Kaj pravzaprav to pomeni in o kakšnem koncertu ste govorili? Ja, tako je. Čisto naključje je bilo, da smo enkrat sedeli z gospo Meškotovo in z eno našo članico in smo se malo pogovarjali o današnji situaciji. Prišli smo do zaključka, da je danes zelo težko nekaterim staršem, ki imajo nadarjene otroke, plačevati šolnino, in dogovorili smo se, da bi to nekako podprli. Konzervatorij nam je prišel v bistvu nasproti z tem, da so v bistvu nam ponudili koncert z njihovim big bandom. Mi smo potem v Narodnem domu organizirali dvorano in projekt je stekel. Tako da zdaj 7.6. vljudno vsi vabljeni v Narodni dom, kjer bo koncert zvečer ob 20:30. Gospa Helena Meško, torej vi ste odprli svoja vrata in bili pripravljeni pomagati, en lep odnos do dobrodelnosti, pa vendar, ko govorimo o nižji glasbeni šoli, torej o vpisu, kakšen je vpis, koliko otrok se zanima za to, da bi začeli nekaj igrati? Morda, preden to povem, rečem še to, da smo si mi eni drugim odprli vrata, kajti ta gesta Rotary kluba Maribor je izjemno pomembna in mi, kar znamo početi in kar delamo dobro, to je ukvarjanje z glasbo in s plesom, in žal se mnogi starši danes to težko privoščijo, kajti starši morajo plačevati prispevek za materialne stroške, in ideja je bila izvrstna in mislim, da bo to en krasen dogodek, tako po tej dobrodelni plati, kakor tudi poln glasbe in mladosti, zanosa, ki ga ti mladi ljudje znajo pričarati, in bo to tudi eno zelo lepo doživetje. Sicer pa je ravno ta čas, konec maja, čas, ko potekajo vpisi v glasbeno in baletno šolo. Ravno konec minulega tedna so bili in še v tem prihodnem tednu, jutri konkretno v sredo, bo še en vpisni rok. Lahko rečem, da k sreči ugotavljamo, da ne glede na to krizo in obče družbeno stanje, interes za vpis ni manjši. Žal pa je veliko staršev, ki, kot smo že dejali, ne morejo plačati teh prispevkov. Sam interes pa je, tako da mi vsako leto naredimo, seveda moramo narediti sprejemne izpite, in žal mnogi ostanejo izven naših prostorov, pa ne zato, ker ne bi bili nadarjeni, ampak ker preprosto imamo omejitve vpisa. Učitelj lahko uči samo toliko ur, kolikor predpisuje zakonodaja. Tako da ja, lahko bi sprejeli še več otrok, če bi imeli to možnost.
Pa lahko mogoče govorimo konkretno o tem, kaj otroke najbolj zanima, po katerih instrumentih je največje povpraševanje, mogoče tudi po plesu, kakorkoli. Katera smer je tista, ki je najraje? Zanimivo je, da se te stvari spreminjajo. Obstaja par inštrumentov, ki so stalnica, to je klavir in kitara, tu je zmeraj zelo veliko interesa in zelo močan odziv. Potem pa se spreminja ta želja oziroma ta interes. Trenutno je velik interes za inštrumente, kot so, ne vem, tolkala, zanimivo za klasično petje, za solo petje, ki ga mi poučujemo, zelo velik interes. Potem v zadnjih letih izjemno narašča interes za balet. Kaj bi še rekla, flauta je eden od teh inštrumentov, ki so zmeraj polni, zmeraj zasedeni. Zelo smo veseli, da tudi interes za godala, za violino, za violončelo, se pravi te inštrumente, ki so bili včasih zelo v manjšini, zdaj zelo narašča in praktično ni inštrumenta, za katerega ni interesa. Je kar nekako prerasporejeno, seveda pa tudi od okolja odvisno. So nekatera okolja, kjer je večji interes, ne vem, za kitaro, nekatera okolja, kjer je večji interes za klavir in podobno. Tako da ja, je pisano. Poučujemo pa praktično vse inštrumente v naboru glasbene šole in ples. Mogoče lahko na tem mestu en nasvet. Tisti, ki ostanejo torej izpred vaših vrat, kaj jim svetujete staršem in otrokom, ki so verjetno v tistem trenutku precej razočarani? Ja, težko jim svetujemo. Prosimo jih, naj pridajo še naslednje leto in seveda naredimo tudi nekakšno čakalno listo, kajti mnogi se tudi vpišajo, pa potem ne začnejo prihajati k pouku in potem v začetku septembra še kar nekaj otrok na tak način lahko vključimo v naš sistem, se pravi v sistem javnega glasbenega šolanja. Gospa Biljana, odkot pa mogoče sama ideja, da ste se odločili ravno pri glasbi pomagati? Zakaj pri glasbi? Ja, tudi sama imam hčero, ki je v bistvu na konservatoriju oziroma osnovni šoli glasbeni. Potem v klubu imamo članico, ki je bila včasih predstojnica klavirskega oddelka. Nekako čisto spontano je prišla ta ideja. No, se pravi, enkrat smo se nekaj pogovarjali, ugotovili smo, da je problem, da ljudje oziroma otroci nimajo možnosti, da bi jim starši plačevali šolnine, nekateri so tudi lačni, na žalost. In jaz mislim, otroci so zelo nadarjeni, voljni so trdega dela in želijo si v bistvu za glasbo uspeti v življenju in škoda bi bilo, če jim ne bi dali možnosti za to. Rotarijci ste znani po dobrodelnosti, ste kakšne projekte letos že speljali, kaj je še v načrtu? Zdaj letos smo večino časa posvetili temu koncertu, drugače pa ja, vedno se kaj najde. Tudi kakšne manjše stvari, ki jih ne obešamo na veliki zvon, vedno pomagamo, doniramo, štipendiramo, tako da veliko je teh stvari. Gospa Meško, slišali smo že, torej Big Band bo nastopal na tem koncertu, dobrodelnem koncertu. Kaj obljubljate, kakšna bo vsebina, kakšen večer se obeta? No, Big Banda nismo izbrali slučajno, namreč Big Band je naš glasbeni umetniški sestav, ki v tem šolskem letu praznuje 20-letnico. In se nam je zdela to odlična priložnost, da to obletnico nadgradimo še s tem skupnim projektom z Rotarijci. Po drugi strani je pa glasba, ki jo izvaja Big Band, če tako rečem, majčkeno na vedrejše note ubrana, zelo sproščujoča in primerna za tovrstno prireditev. Otroci so, oziroma dijaki, moram reči, to niso več majhni otroci, dijaki so zelo zavzeti, zelo zagnani, veliko delajo in tudi
se že spopadajo s kakšnimi zahtevnejšimi stvarmi na področju jazzovske glasbe. Mimogrede imamo tudi oddelek za jazz, sedaj že drugo leto. In nekako to sodelovanje s klasičnimi inštrumenti, po drugi strani pri jazzu, v klasičnih orkestrih in potem v big bandu naredi eno tako zelo zanimivo kombinacijo in izkušnjo za te dijake. Tako da je ta koncert v bistvu tudi še ena nagrada za dijake, kajti za naše dijake je igrati na koncertu nagrada in je to ena od teh nagrad v okviru 20-letnice Big Banda. Vabljeni so pa prav vsi, kje lahko dobijo karte, da se udeležijo tega koncerta. Tako je, vabljeni so vsi, ki imajo takrat čas, to je 7.6. ob 20:30 v Narodnem domu. Karte se bodo prodajale v Narodnem domu, preko večera, lahko tudi, ne vem, posredujete mojo telefonsko številko, pa me lahko kontaktirajo gledalci, tako da če je želja, potem ni problem, ja, seveda. Drugače pa 7.6. smo rekli, torej v petek, 7. junij ob 20:30 v Narodnem domu. V ta namen pa ste pripravili tudi en filmček. Tako je. To je filmček ravno z tem sloganom Odprimo vrata mladim talentom. Prav je, da omogočimo mladim talentom, pa ne samo glasbenim, baletnim, tudi ostalim, da se dejansko lahko izpostavijo v prihodnosti, da lahko nekaj naredijo v svojem življenju in prav je, da jim damo to možnost. Odlično. Jaz se vama na tem mestu prav lepo zahvaljujem za obisk. Hvala. In želim en super koncert, dobro ga speljite, čim več obiskovalcev. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, bomo pa zdaj zavrteli tale filmček, po oglasih pa se zopet vidimo v družbi oddaje Report.
Hvala.